Lep dober dan, me veseli, da ste se udeležili v takem številu. Namreč, odkar sem predsednik mestnega odbora, to je 4-3 mesece, je to prva novinarska konferenca, do zdaj še nismo šli v javnost. Samo smo pač nekaj sporočil za javnost poslali, verjetno ste opazili našo pobudo za trg osamosvojitve. Verjetno ste opazili tudi naše pripombe na prostorski plan Mestne občine Ljubljana, kjer smo zahtevali, da se dokončna verzija sprejme šele po lokalnih volitvah, ampak dobro. Danes je naš namen, da predstavimo tudi vizavi tega prostorskega plana nekaj projektov, s katerimi se na lokalni ravni naši odbori ne strinjajo in podpirajo tudi predstavnike krajane in predstavnike raznih civilnih iniciativ, ki se na to temo oglašajo. Namreč, zakaj gre? Mestni odbor SLS Ljubljana obravnaval ravno tako kot četrtni odbor Sostro in četrtni odbor Polje problematiko cestno na vzhodnem delu Ljubljane. Ne vem, koliko vam je znano, ampak iz leta 1996 ima Mestna občina Ljubljana in DARS pogodbo sklenjeno, da mestna občina pridobi zemljišča, DARS pa naredi cesto. V vseh teh letih se ni kaj dosti zgodilo, mestna občina pač ni vršila potrebnih odkupov, očitno nikoli ni bilo dovolj denarja. Na začetku mandata župana Jankoviča je bila to tema, ki je župan Jankovič še pred volitvami obljubljal, da bo to tudi naredil. Tudi v tem mandatu se ni zgodilo nič. Razen to, da je predvidena rekonstrukcija Zaloške, se po novem prostorskem planu poenostavila, s krožišča pri Cerkvi v Polju so prešli v semaforizirano krožišče, čemur pa krajani nasprotujejo. Mi v SLS-u pa podpiramo to mnenje krajanov. Da omenim isto Litijska. Litijska je ravno tako 15 let v planu, denarja za to ni, da se prične. Kaj je pa najbolj zmotilo nas, tako kot tudi krajane v četrtni skupnosti Sostro, mimo volje krajanov, se pravi lokalnega prebivalstva, je kar nekako na hitrco v prostorski plan prišla nova cesta iz sredine vasi Kamnolom Sostro proti Polju, ki s krajani nikakor ni bila usklajena. Ta cesta je namenjena, da poteka po najlepših kmetijskih zemljiščih, seka eno najboljših zimskih rekreacijskih površin, kjer so vsako zimo smučarski teki rekreativno odvijajo. V glavnem ugotovilo se pa tudi je, da je ta cesta izključno namenjena za potrebe holdinga Viator, ne vem, kako se imenuje, ki je odkupil cestno podjetje Ljubljana, ki pa je od občine na koncu mandata Danice Simšič odkupil tudi kamnolom. Vse skozi se je obljubljalo krajanom, da se bo kamnolom v doglednem času zaprl, sedaj pa gre v smeri širitve. Mi smo mnenja, kakor tudi vidite v gradivu, da namesto te ceste se zgradi te obstoječe ceste, modernizira, rekonštruira, možnosti so, krajani bi s tem dobili višjo kvaliteto bivanja, ker bi se te ceste končno uredile, pa tudi za manjša sredstva bi se to je cesta druge grupe odredov, ki gre proti sredini vasi, Litijska, bi se rekonštruirale in lahko sprejele ta promet, ki je namenjen kamnolomu, če bi ostal v obstoječem obsegu. Krajani nekako nasprotujejo širitvi in tudi mi nasprotujemo, da bi se ta kamnolom širil, ker Ljubljana se ne more napajati samo iz enega kamnoloma za svoje potrebe, ampak mora biti tudi ta obremenitev okolja razpršena. Če bi mogoče še Boštjan povedal okrog ceste v Polju in pločnika proti Zalogu, koliko let se že prizadevate? Ja, tako kot je že predsednik omenil, tudi četrtni odbor SLS-a v Polju zelo močno podpira trud civilne iniciative, ki se trudi, da bi Zaloško cesto čim prej rekonstruirali in jo do konca uredili v 4-pasovnico in na koncu seveda napravili ustrezno krožišče.
Prav tako podpiramo civilno iniciativo, ki se bori za ureditev pločnika in pa kolesarske steze med Poljem in Zalogom. Zaloška cesta je na tistem koncu izjemno nevarna. Predvsem je problematična soseska, ki leži v tem delu ceste in iz katere veliko otrok hodi v bližnjo lokalno osnovno šolo, ker pač trenutno ni pločnika oziroma kolesarske steze, morajo otroci hoditi po železniški progi, kar si pa lahko predstavljamo, da je hudo nevarno. To je pravzaprav to. Jaz bi poleg teh cestne problematike omenil še to, namreč ko se ta kamnolom načrtuje nekako mimo volje prebivalstva in nekako v tajnosti, se obenem pač prebivalstvo, ki ima svoje lokalne vodovode, sili na obvezno priključitev na mestni vodovod, kar je sicer nič narobe, ampak strah pa je, da je s tem namenom to, ker tam je nek krasen vodni vir v bližini tega kamnoloma in če je odzad širitev, namen širitve kamnoloma, želijo nekako to področje tako degradirati, da bi te vodni viri slej ko prej usahnili. Je pa to tako bogato vodno zajetje, da si tega Ljubljana ne bi smela privoščiti. Jaz bi pa omenil zdaj še, ko smo že v tem koncu, še eno problematiko. Namreč mestna občina nikakor ne najde sredstev za take, mogoče manj svetleče projekte, ki se vidijo na prvo žogo. Namreč v vasi Javor, ta vas vam je verjetno poznana še iz neke druge zgodbe v letošnjem letu, je osnovna šola, ki že v bistvu 10 let ne služi svojemu namenu, ampak to je objekt mestne občine Ljubljana, ki bi ga občina morala vzdrževati in obnavljati. Tukaj pušča streha, radiatorji so že popokali, sicer je še en stanovalec noter, ampak to je tako lepo idilično okolje, kjer bi osnovne šole iz Ljubljane lahko pač imele določene aktivnosti v naravi. Če bi mestna občina to obnovila in namenila za obšolske dejavnosti, bi bil eden od možnih, pač ena od možnosti, da se šola nameni za pravo stvar. Je pa res, da sem jaz pred leti stanovanjskemu skladu ljubljanskih občin predlagal, da to zadevo začasno oni prevzamejo za svoje potrebe, ampak ni bilo pravega posluha. Tudi v tem mandatu, od katerega so krajani veliko pričakovali od župana Jankovića, se na takih zadevah ni zgodilo nič. Vizavi take problematike, ki jo opažamo na periferiji, nas tudi v mestnem odboru resno skrbi, namreč vsi nekako spremljate gradnjo štadiona v Ljubljani. Ta štadion zahteva kar velika sredstva. Očitno županu ni uspelo zapreti finančne konstrukcije že pred samo gradnjo ali pa se mu je porušila že med samo gradnjo. Ne predstavljamo si, kako bo to vplivalo na bodoče proračune mestne občine Ljubljana, da se to pokrije. Se pravi, vse sile se bo napelo, da se bo stadion zaključil pač do tistih rokov, ki so predvolilno zanimivi za aktualnega župana. S tem bomo pa v mestni občini imeli tako velik dolg, da se leta in leta še problematiko, kot sem je prej omenil, nekako ne bo dala realizirati. Vse te ceste, ki že zdaj čakajo, bojo čakale, objekti na periferiji, ki so tudi občinski, bojo propadali, samo zato, da bo tukaj nekaj svetlih fototerminov, kako uspešnega župana imamo. Mi v SLS-u vsekakor želimo in vemo, da Ljubljana potrebuje modern stadion, samo sprašujemo se, ali se je aktualni župan te zadeve lotil na pravi način in s pravimi ljudmi. Zahtevamo, da mestna občina Ljubljana razkrije finančno konstrukcijo projekta izgradnje športnega centra Stožice, da si natočimo čistega vina, tudi občani zaslužijo resnico o tem, da se bojo tudi na volitvah pravilno odločali.
Jaz imam občutek, da so Ljubljančani, kar se tiče blišča, nekoliko zapeljani. Mislim, da se morajo realne slike pokazati.